Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Gost v današnji oddaji o kulturi sliši, če ga prijatelji ali pa znanci pokličejo z nazivi, kot so Pero, Treza, Pero Rez, Rezmaniči, Harmsovski, Petrač, Rozman ali pa Peter Reisman. In iz slednjega ste najbrž že razbrali, da je gost v oddaji pisatelj Peter Rezman, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Sreča. Ja, lepo pozdravljeni. Nekoč oziroma pred leti ste zapisali sledeče stavke. Davnega leta 1981 sem pomalical četrtinko črne štruce, srednje veliko glavo čebule in 10 dek prekajenih svinjskih rebrc. Potem sem zaspal. Ko sem se zbudil, sem se zelo ustrašil. Vse naokoli je bilo kot v rudniku borbotalniku, črna tema. Takrat sem se spomnil, da sem pravzaprav v službi. Strah je minil, prižgal sem svetilko zataknjeno na plastični čeladi in na masten papir od malice napisal pesem z naslovom Premog. Tako sem postal rudarski pesnik. Ja, tako je. Drži, še danes podpišete to zgodbo? Seveda, tako je tudi bilo, čeprav roko na srcu sem kaj malega napisal že prej, ampak potem, jaz sem 75. leta začel delati v Velenjskem rudniku in potem sem po spletu okoliščin prišel do takega dela, da sem bil veliko časa sam v jami. Se je dalo tudi kaj podremati, da pa, ker jaz nisem bil glih najbolj zmatran, ko nisem bil na kolmu. Nisem dremal, sem pa imel vedno sabo beležko in sem v resnici večino svojih prvih pesmi, ki so šle 85. leta v pesniškem prvencu pesme iz Premoga, večino teh pesmi sem res tudi napisal v rudniku. Se pravi, pod zemljo, sred kolma. Pa še anekdota je, da je tek za en ciklus pesmi, jaz sem potem pač na koncu jih tiste liste strgal ven, pa jih dal v žep, pa šel se spreobleči, pa skopati, seveda. Da pa tu pa tam smo pa dali cote prat na šahtu, smo rekli, upravnica si zmetal tisto svoje delovna oblačila, tu v Idriji tek najbrž vejo, ko je bilo nekaj podobnega. V glavnem en velik šop pesmi sem dal zraven prat in ko sem prišel drugo jutro na šiht, je bil sam še en tak kupček papirja in sem rekel, ok, je že moglo biti tek. Povejva za naše gledalce, da ste letnik 56, Ja. Živite v Plešivcu, občina Velenje, pošta Šoštanj. Ja, to je Velunjski graben, to je potok Velunja, je sicer tam, kjer je moja hiša, je krajevna, je vas Plešivec, sicer je to Velunjski graben in je to mejni potok med občino Šoštanj Novo in med mestno občino Velenje. Jaz sem na levem bregu, se pravi v mestni občini Velenje, ampak pošta je pa Šoštanj. Sicer sem potok pa gravitira na Šoštanj, šolo sem hodil osnovno v Šoštanj. Tako da je pravzaprav moj domicil v Šoštanju, ampak pač ob tem najdaljšem, mislim, da celo eden najdaljših potokov v Sloveniji, sem pa preživel celo življenje, ker sem se tudi rodil ob njemu, vmes se selil v Šoštanj, pa nazaj v Gaberkah sem rojen, to je vas v Šoštanjski občini. Skratka, taka, če rečeš v Šaleški dolini ali pa v Velenjski kotlini, če rečeš, da sem iz Velunjskega grabna, me bo vsak najdel. Bodo vsi vedeli, kje to je. Ja. Leta 1975 ste se zaposlili kot elektrikar na rudniku lignita Velenje in do leta 1981 ste delali v jami kot električar. Tako, ja. Je pa bilo tako, da sem potem v jami, ko sem bil elektrikar, sem med delom, ker sem prej zabušaval, začel sem hoditi v gimnazijo, pa pol tisto ni šlo, pa ni bilo niti denarja, da bi šel delati popravne izpite, sem se bal, tam so bile fajn štipendije na rudniku, tako da sem šel kar delati in sem potem ob delu naredil še to tehnično šolo, ne. In ker dela za tehnike v jami ni bilo, sem potem leta 82, mislim, da je bilo 6 let jame, je bilo takrat še tako, da če si šel pred 6 leti
izjemati bonificiranega delovnega staža, niso priznali in sem 6 let počakal, pa šel potem ven. Vaše naslednje delovno okolje pa je bila pravzaprav politika, lokalna politika. Bili ste član izvršnega sveta skupščine občine Velenje, kasneje ste bili na občini Šoštanj zaposleni kot tajnik. Pred 25 leti pa ste vse te funkcije opustili in se upokojili, pravzaprav zaradi zdravja. Ja, saj to je en del moje biografije, ko jaz v bistvu zdaj, ko sem literat nazaj, bi rekel, včasih bi najraje preskočil, ampak tako je bilo, ja. Čeprav vmes je še obdobje, ko sem bil zunaj, se pravi do 82. do 90. leta sem bil tam, sem vodil elektrodelavnico na Premogovniku Velenje. Ampak v tem času sem se začel intenzivno, sem v bistvu bil celo eden od kreatorjev tega kroga ekologov v Šaleški dolini in končalo se je s tem, da smo leta 1989 ustanovili Zelene Velenja in seveda šli na volitve, in ker sem jaz, mislim, dobili smo takrat v Velenju Zeleni 12% in sem kot tak potem tudi pustil delo na rudniku in sem šel za okoljevarstvenika, takrat je bila še občina Velenje, pole pa 95. leta prišla lokalna reforma, pa sem šel še v Šoštanjsko občino nazaj, v svojo matično občino, ki smo jo pravzaprav takrat postavili na nogo. Sem tudi tam intenzivno pomagal, napol pa je prišla pač ta, bi rekel, po eni strani nesrečna, za literaturo pa srečna srčna bolezen in sem se upokojil invalidsko in takrat sem rabil nekaj par let, da sem se akumuliral pa na nek način tudi stabiliziral zdravstveno in hvala Bogu drži srce zdaj ta leta toliko, da lahko pišem. No. Lepo. Bili ste tudi v vrhu stranke Zelenih v Sloveniji? Ja, mislim, dejansko smo bili Zeleni Velenje eni močnejših grupacij znotraj Zelenih Slovenije. V tistih humatijah zelenih 90. letih, a smo nekako zeleni iz Velenja ustrajali bolj nad, mi smo rekli, fundusi in realusi. Ne. Mi smo se šteli za realuse, ne za take sanjače. Ne. Prihajali smo iz okolja, kjer smo vedeli, da je treba, smo rekli, elektrarno je treba zapreti, če ne bo čistilnih naprav, sicer je pa to pač treba tako delati, kot je treba. No. Ampak potem je vse skupaj razpadlo zaradi teh, bi rekel, predvsem razhajanj levo, desno, ne, politično, ideološko. Meni je sicer škoda, no, ampak že mora tako biti. No. Problemi z okoljem pa so ostali v vaših krajih tudi, ne? Problemi z okoljem so ostali, veliko rešenih, po mojem mnenju bi bili maksimalno dobro rešeni, če ne bi šli hazardirati z 6. blokom. Sem bil tudi eden redkih, ki je skušal na nek način oponirati, ker tisti čas, ne, se pravi v času gradnje 6. bloka, se v Šaleški dolini ni bilo glasu proti, ne glede na strankarsko pripadnost, ne glede na politiko. Skratka, mogoče nas je bilo, 2 smo bila, ki smo se skušala čisto po upravnih postopkih vključiti v te okoljevarstvena soglasja, pa nismo dobila tega, ministri so rekli, da to se vas ne tiče in tako. No. Ja, problemi so ostali, po mojem mnenju so zdaj, ne vem, v glavnem, ne vem, sicer jaz sem rekel tako, ne, jaz grem stran od problemov, grem v Velunski graben in se mi je zgodilo to, da sem mi pravzaprav skoraj čez streho hiše narisali 3. razvojno os, tako da če greš proč od ekoloških problemov, pridejo pa tisti za tabo. No, tako. Ja, ste pisatelj pravzaprav že 40 let. Ja. Vztrajno pišete, najprej ste začeli s poezijo, kasneje tudi z drugimi zvrstmi. In celo s filmom leta 1988 ste sodelovali s Štiglicem mlajšim, ja, pri filmu, mislim, da Obisk. Kakšna izkušnja je to? Izjemno koristna. V Velenju je v tistih drugi polovici 80. let, ne,
bil zelo močen alternativni klub Kino 16. In tisti čas je bil teden domačega filma v Celju, to je bil Slovenski filmski festival in tam so bile, takrat se je začel pojavljati ta video, so bile video delavnice in mi smo prišli nekako zraven, da smo potem 2-3 leta te video delavnice delali in leta 1988 smo rekli, ok, zdaj pa dosti, prej smo neki tam po Gorenju hodili pa neke reklame snimali. Leta 1988 smo pa rekli, da pa dajmo narediti en kratek dokumentarni film, ekologija tema kot naročana. No in Tugo Štiglic je bil takrat, pa Aleš Šega, pokojni je bil snemalec, skratka ekipa, špica. Seveda je bil pa problem scenarij, ne, Tugo je pa rekel, dajte napisati scenarij vi, bomo delali po vašem scenariju. In jaz sem takrat pravzaprav s tem, da sem napisal scenarij, pa jaz sploh nisem vedel takrat, kako se napiše scenarij, ne, in tudi nisem vedel, da je to dvofazen postopek, ne, scenarij, snemalna knjiga, in sem v bistvu že naredil snemalno knjigo, že skiciral kadre in tako, in Tugo tisti video je bil navdušen, smo šli delati. Smo potegnili potem še tele gledališčnike Šmartne v Opaki, Jože Robida, Jože Krajnc in je nastavil zelo filmček. V bistvu bi rekel skoraj kot glasbeni spot za himno Velenja, ne. Fajn je bilo, no. Ko omenjate glasbo, ne moremo mimo šankroka in podatka, da ste pravzaprav vi avtor besedil. Metulj, to je vaše besedilo. Ja, Metulj je moj veliki hit, slučajno, človek včasih zadene tudi kaj na tomboli. Je pa tudi to korenini v delu v elektrodelavnici, kjer je bil bobnar šankroka, pa takrat tudi mislim, da je bil neke sorte frontman, Aleš, v glavnem se ni važno, bojo že najdli priimek. Je delal pri meni v delavnici, ne, in smo potem prišli do tega, da sem jim napisal nekaj besedil in mislim, da za ta prvo ploščo sem jim napisal ta LP ali ta drugi, se ne vem točno, v glavnem med njimi je bil Metulj, ki je pa, bi rekel, bil ne samo uspešnica za poslušati, zame je bila tudi finančna uspešnica, ne v primerjavi z honorarji literarnimi, moram reči. In obstaja tudi ena verzija, ki je meni osebno skoraj še bolj všeč, kot je verzija od Šankroka, je pa to, ker je tega Metulja tudi zblujena generacija iz Idrije posnela tisto leto, ko so imeli neke obletnice. No, skratka, ja, to je tudi zanimiva izkušnja, pa še zdaj moram reči, da sem pred kratkim je Samo Budna posnel en komad, tudi iz prve pesniške zbirke sem oblikoval, se pravi iz pesmi, iz premoga, sem sonet Sonce nad oblaki malo predelal in ga Samo Budna vzel v roke in je tudi naredil besedilo pred kratkim. No, moram reči, da je kar fajn. No, tudi video smo posneli pri njemu gor v Jeruzalemu, tako da ja, zanimiva izkušnja. Imate tudi 2 pesniški zbirki, samostojni, in zbirke kratke proze, mislim, da 5 knjig. Veliko. Ja, zdaj to je tako. Jaz sem pravzaprav z literaturo začel v začetku 80-ih. Nekako smo bili generacija skupaj z Milanom Vincetičem, Feri, Lanček, Franjo Frančič, Blatnik Andrej. Potem pa sem jaz nekako pogruntal, da če bom hotel pisati zares, da bi pravzaprav bilo fajn, če bi šel v Ljubljano, živeti, študirati, ne vem kva. In seveda, jaz sem bil takrat že poročen in sem imel otroka in sem rekel, ne to odpade. Potem je prišla politika in se mi je zdelo, da niti, moram pošteno povedati, ne da bi takrat mislil, da to ne paše skupaj, ampak preprosto ni bilo več časa za literaturo, ko je bilo toliko nekega tega aktivizma ekološkega. Potem, ko sem pa postal že profesionalen politik, pa sem ugotovil, da bi pravzaprav lahko prišel do kakšne knjige, ne, pa se mi nekako ni zdelo najbolj apetitnih, da bi zdaj neke stare proze, dramice prodajal naprej.
Potem pa, ko se je ta bolezen, bi rekel, ko me je postavila nazaj, časovno in me seveda tudi sem se, moram reči, da pravzaprav tudi v veliki meri z literaturo izkopal iz teh težav. S tem, da sem se takrat v bistvu zdravil bolj z sedenjem ob Šoštanskem jezeru in sem ribe lovil in tam zraven je nastala pesniška zbirka Družmirje, ki govori pravzaprav o vasi, nad katero sem lovil ribe. Družmirje je danes potopljena vas, nad njo je Družmirsko jezero in jaz sem tam pač, bi rekel, zdravo iskal svoj mir in notranji in telesni in ga tudi našel. In leta, mislim, da 98 ali 99 je izšla pesniška zbirka Družmirje. Potem sem pa se odločil, da bi pisal drame in preko dram nekako prišel do prvih objav, tudi dramskih. Pol pa je padla ena zgodba, 816 je imela naslov, sem jo poslal na prijavo, mislim, da leta 2005, na Sodobnost in tam je bila izbrana kot boljša, to je vsako leto dirka za kratke zgodbe, bi rekel, kjer nastopi tudi do 200 avtorjev in je v bistvu relativno težko priti skozi, da opozoriti na sebe. Niti ne moreš govoriti o kvaliteti, ampak o tem, da imaš nekaj toliko posebnega. No in ta rodarska zgodba, ki je govorila o nekem upokojenem knapu, ki potem, ko gre, to bo verjetno Idrijčanom blizu, ko gre v penzijo, se ne more miselno posloviti od tega svojega gverka in hoditi tja nazaj na šaht, točiti si tisti čaj, ko so ga v Velenju točili, preden so šli v jamo. No in ta zgodba je bila zanimiva za to žirijo in je bila izpostavljena. Sem rekel, aha, to pa bo to. In sem potem, bi rekel, po vzoru te zgodbe, katere leitmotiv za celo zbirko je pa bil, kako pride človek iz jame, je nastala zbirka 7 zgodb, kratkih, s knapovsko vsebino z naslovom Skok iz kože. Kasneje ste objavili tudi Maribor Paralaksa v soavtorstvu z Jernejo Ferlež. V bistvu to ni roman, ampak so spet kratke zgodbe. To so spet kratke zgodbe, ja. Zgodilo se tako, da sem jaz z enim od teh 5 knapovskih romanov bil povabljen na gostovanje v Graz, kjer dela gostovanje v Graški knjižnici, pa skrbi Mariborska univerzitetna knjižnica in tam sem spoznal dr. Jernejo Ferlež. Ona je, bi rekel, priznana slovenska etnologinja in je tisti čas v Večeru objavljala zgodbe, pravzaprav jaz sem jih bral kot kratke zgodbe, za njo so bili poljudni etnološki zapisi, ki jih je pa naredila tako, da je izhajala iz fotografije, neke neznane fotografije, nek prizor, običajno od začetka, največ je bilo teh zgodb med leti 1900 pa 1940. In značilnost teh njenih zgodb je bila ta, da je na koncu vsake zgodbe v bistvu nastavila kot sinopsis za neko pripoved. Preprosto si je na nek način zmislila, kdo bi lahko bil ta lik, ki se pojavi na fotografiji, ali pa prizor, ali pa kaj takega. Beseda je dala besedo in jaz sem jo spoznal in sem jo vprašal, če bi imela kaj proti, da bi jaz skušal dejansko en ta njen sinopsis razviti v kratko zgodbo in potem smo dejansko začela s to zgodbo prvo Mili in Fani v mestnem parku, 2 deklici sedita na ograji v mestnem parku v Mariboru, tam leta 1928. Ograja je še vedno taka, kot je bila, smo se pol z Jernejo tam slikala. Jaz sem nekaj napisal, Jerneja pogledala, smo potem skupaj korigirala, popravljala in potem je bila, poleg tega, da je bila glavni, bi rekel, moderator te knjige in vseh teh zgodb v knjigi Jerneja, je bilo njeno tudi, da je skrbela, jaz sem pa dobesedno moral raziskovati tudi Maribor kot mesto. Meni je Maribor pravzaprav bil popolnoma tuj in
Ja, izjemno zanimiva izkušnja in mi je kar malo žal, no, da je knjiga, bi rekel, v tej poplavi slovenskih izdaj, ne, nekako še ni, po moje še najlepša leta čaka. No, tako. V eni od zgodb junaka pošljete tudi v Idrijo. Ja, ena zgodba se je razpeljala nama tako na dolgo, da govori o 3 kolegih, kamaratih, bi rekel človek, ki grejo na fronto Soško prve svetovne vojne. Eden od teh likov, Martin, smo ga postavili kot nekega rudniškega mehanika iz leta 1914, mlajšega človeka, ki gre na fronto in potem se vračajo. V glavnem prigode so in velik kos te zgodbe, Bela kot sneg pod nogami ima naslov, ta zgodba. Velik del te zgodbe se dogaja v Idriji, v tistih časih, takoj po vojnih. In v zgodbi sem zdaj, v zgodbi se pojavita 2 nahrbtnika naropanega zlata, ne? In ta 2 nahrbtnika naropanega zlata, ti 3 junaki skrijejo tu gor nekje v nekih idrijskih hribih v votlini. Zdaj, kje točno je, jaz ne vem, ker teh krajev ne poznam tako, da tisti, ki bo šel zgodbo prebrati, lahko gre pol tudi tista 2 rukzaka poiskati. Diši po kriminalki. Ja, je malo tako po kriminalki, ja. Podpisali ste se tudi pod 5 romanov. Ja. Zadnji od teh je Mesto na vodi, kjer v vaše kraje pravzaprav gledate skozi očala futurizma. Ja, ta zadnji 5. roman je nekako, sem ga koncipiral kot prejšnje 4, sem dejansko obdelal neka obdobja, meni znana obdobja rudnika oziroma rudarjenja v Šaleški dolini. Še najbolj, bi rekel, popoln v tem celo etnografskem smislu je napisal en kritik, je roman Zahod jame, ki je bil nominiran za Kresnika. No, ampak na ta roman Zahod jame sem tako narahlo priklopil ta svoj zadnji roman Mesto na vodi, ki pa posega v bodočnost Velenja, poigrava se z idejo, kaj se bo zgodilo, ko ne bo več premoga oziroma ko premoga ne bo možno kopati. In okrog leta 2000 so v velenjskem premogovniku opravili nekaj preizkusov podzemnega uplinjanja premoga in jaz to uplinjanje v bistvu razvijem tako, kot bi se mogoče lahko zgodilo. Skratka, gre za nekakšen, ja, rečemo pogojno futurističen roman. V glavnem pa namenim mestu, ne bom rekel, da je to mesto Velenje, ampak točno tako mesto kot Velenje bo namenim enako usodo kot vasi Držmirje. Skratka, to se na koncu potopi tam nekje okrog leta 2060, kar pa lahko jemljemo tudi kot nekakšno metaforo za konec premogovništva, ki bi se naj tudi končalo dokončno leta 2055, dejansko v Velenju. Moram reči, da ti romani v Velenju so prebirani, niso pa nekako preveč vzeti z neko naklonjenostjo, ker jaz imam to navado, da pač napišem stvari take, kot vidim, in pogosto jih ne vidim tako lepe, kot jih nekateri želijo videti, in je zato pač odziv tak, kot je. Malo bolj kruto, ja, odziv pa od bralcev moram reči, da dober, ne, sploh od takih, ki se, bi rekel, ki imajo podobne, bi rekel, okoljevarstvene poglede kot jaz, z velikimi simpatijami. Pri oblasteh, ki pa želijo zdaj nekako sforsirati na silo turizem v tem čudno zapacanem okolju, pa ni najbolj sprejeto, ampak to ni več moj problem. Vrsto let ste sodelovali zelo tesno z gledališčem Glej. Tam so uprizorili kar nekaj vaših dramskih besedil. Mislim, da tudi tega, ki je šel v knjižni obliki, gre za
dramo Ljubljana, Gospa sveta, Peter Rezman. Zanimivo, da pravzaprav v celoti besedilo ni bilo postavljeno na oder. Ja, to je pravzaprav en eksperimentalni, rečemo pogojno, tekst, ki je nastal v tem, zdaj najbrž že lahko rečem, znamenitem projektu Preglej. Najbolj znana avtorica iz tega je prav gotovo Simona Semenič, je pa nas bilo kar tako, bi rekel, v najboljših časih za kak ducat tekstopiscev, ki pa smo, bi rekel, vsi na nek način iskali neke nove, predvsem formate tega odarskega teksta. Jaz sem se pa kot velik ljubitelj ruskega eksperimentalnega pisca, če hočete, tako Danila Harmsa, sem se specializiral za nekako, bi rekel, preslikavo njegovih obrazcev v neke kratke dramske prizore, kjer nastopajo liki, ki imajo običajno imena ali pa spremenjena imena znanih osebnosti in tudi njihove karaktere. In smo jim kar hitro dali ime Harmsovke, take kratke prizore, minutni. Harms je izumil minutni dramski tekst. No in ta pesniška, odarska pesnitev Ljubljana, Gospa sveta je pravzaprav sestavljenka iz cele vrste teh takih oblik, kjer se pojavi na krožni poti iz prestolnice na krožni železniški poti v Celovec, se pojavi cela vrsta likov. Mnogo likov med temi ima priimek Kos, ker so tudi deli dramski, se imenujejo kosi dramski. In tako, skratka, veliko je te, bi rekel, te teorije, pogojno rečeno, teorije Pregleja je noter v tej knjigi Ljubljana, Gospa sveta. Meni je ena dražjih knjig, no. Mogoče jo bo kdo celo kdaj spravil celo na oder, ja. Bilo bi lepo in zaslužila bi si. Med liki sta tudi Tomaž Kosmač Kozmo in Ivan Volarič Feva. Ja, to je, bi rekel, neke reference so vedno na ljudi, ki so ali meni blizu, ali ker sem jih rad prebiral, ali sem jih poznal. No, bolj kot Feo, s katerim se žal nisem nikoli v življenju srečal, sem pa bil, bi rekel, bralec njegovega tega koktajla, ali kaže, Desperado Tony Quater, ja. Ja. Koktajl je Breclav. No, Tomaž Kosmač je pa s Tomažem Kosmačem sva pa postala prijatelja tisti večer, ko je on mislil, da bo dobil Fabulo nagrado za svojo knjigo Punk is Dead, sem jo pa po pomoti dobil jaz za knjigo Skok iz kože. In tisti večer sva se na nek način pač tam v Cankarjevem domu spoznala in gojima prijateljstvo vse do današnjega dne. In moram reči, da je v tem trenutku v tem studiu, da sem pravzaprav bil počaščen, ko me je povabil, da mu napišem spremno besedo v knjigi iz kratkih zgodb, ki grejo zdaj letos, mislim, da bojo šle v založbi Beletrina, in mi je bilo v intimno veselje, da je bila tudi Tomažu, kakor sem razumel, par dni nazaj smo govorila, da mu je bila tudi ta spremna beseda nekako po volji. Poveva še to, da vas kritika zelo spoštuje, da ste bili 2-krat nominirani za nagrado Kresnik, in sicer za roman Tekoči trak in Zahod jame, da ste leta 2009 prejeli nagrado Fabulo za najboljšo zbirko kratke proze in da je roman Tekoči trak da je bil nominiran za nagrado Kritiško sito in uvrščen med 5 najboljših slovenskih knjig leta 2016 po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov. To so kar laskave ocene. Ja, moram reči, da čeprav je seveda najbolj nekako znana ta nagrada Kresnik, je seveda od teh nagrad mi največ pomeni v resnici Fabula, ki mi je v resnici tudi odprla
pot do vseh teh knjig. Vprašanje, če bi pol teh knjig bilo sploh napisanih, če se ne bi zgodila fabula leta 2009. Za romane pa v resnici sem bil nekako tudi ta sistem, kako zberejo nagrade oziroma nominirance za kritiško sito, in tisto leto je bil pravzaprav Tekoči trak tudi edini roman kot roman, ker kritiki zbirajo med vsemi knjigami, od poezije do kratkih zgodb romanov, in je bil Tekoči trak tisto leto edini roman prepoznan dosti kvaliteten, da je bil med 5. No. Čeprav po drugi strani je z nagradami vedno tako, da je v veliki meri je odvisno od tega, v kakšni družbi, s kako žirijo se znajdeš. No. Ni to absolutno merilo za kvalitete knjige, je pa seveda zelo hvaležno tako promocijsko. Tisto leto, ko si kje nominiran, letijo iz posoje v knjižnici strmo navzgor, ljudi to bralke in bralci to izjemno dobro upoštevajo. Tudi v knjižnici očitno, po knjižnicah v celi Sloveniji to forsirajo. Fajn je dobiti nagrado, tudi kikera se splača, da povem tako. Ob tem, da so honorarji relativno nizki. Ne. Jaz moram reči, da seveda jaz nimam težav z višino honorarjev, ker imam, hvala Bogu, penzijo. Ne znam si pa predstavljati danes, kako to, čeprav se mi zdi, da so zadnje leto nekaj dvignili te osnove za honorarje, za literarna dela, ampak recimo za primerjavo, tisto leto, ko sem jaz dobil fabulo, mislim, da je bila nagrada fabula 4000 evrov, je bila bistveno več kot honorar, ne? Ampak tisto leto, ko so ravno nekaj šankroki nekaj praznovali in sem non-stop sukali Metulja po radiju, sem dobil tisto leto več za Metulja, kot za pesniško zbirko, za zbirko kratke proze, ki je bila kot najboljša v Sloveniji. No. Tak približno so ta razmerja, da ne zahajamo, vse v končni fazi ne pišemo za denar, vse jasne. No. Ja. Letos ste prvi rezident, gostujoči pisatelj v Idriji. Kakšno mesto Idrija vam ponuja, kakšne ustvarjalne izzive? Jaz moram reči, da me je tudi tu je malo Tomaž pomagal, me je pravzaprav opozoril na ta razpis. In potem sem malo tehtal, sploh zato, ker sem se po romanu Mesta na vodi nekako odločil, da moram malo ustaviti to rudarsko tematiko. Ne. Ampak zdaj, ko sem prišel sam, sem dobil pisarnico v Topilnici. Moram reči, da me je pravzaprav šokiralo v dobrem pomenu besede, ker nekako se mi je zlilo doživljanje tega okolja Topilnice z mojim okoljem na Starem šahtu v Velenju. In imam že tudi delovni naslov nekega projekta, ki bo ziher tukaj se rodil v tem času, v teh 3 tednih, od Starega šahta do Bašarije. Sem si zapisal tam, ko sem gledal na sliko, kako tu Idrijčani prebirajo tisto kamenje tam na tistih. Se ne vem, kako je to izgledalo. Danes sem dobil malo več vtisov, ko sem bil še na vodenju zraven. Ampak za mene, s to mojo knapovsko izkušnjo, pa s tem opazovanjem, kako zdaj v Velenju pravzaprav celo mesto nekako drsi proti koncu tega rudniškega življenja, ko se mi zdi, da se ljudje sploh še ne zavedajo, v kaj pravzaprav celo to lepo mesto, kjer imajo še vse zastonj. Ne. Zdaj, zadnje dni je malo kravala, ker bi se naj toplovodno ogrevanje podražilo, drugače pa zastonj avtobus, zastonj to, zastonj ono, to se nekako plača iz kolma, smo rekli včasih, kot nadomestilo. Če nič drugega, to bo zginalo. In jaz se bojim, da bo Velenje padlo v neko usodo pač tipičnega zlatokopa, ko zmanjka zlata.
In zato se mi zdi, da je ta štimu, bi rekel, premogovniškega muzeja v Velenju, ki je na Starem šahtu, kjer je tudi že vse končano, ne? S tem, kar sem tukaj doživljal, ko sem se vzpenjal po teh železnih stopnicah, po tistem vhodnem kanalu, ki je kot rudniški rov, ja, sem dobil, tako da sem rekel, da bom za piko na i na svojo rudarsko tematiko, najbrž to, ali bo to zna biti, da bo kakšna pesniška zbirka še, lahko pa, da bo tudi kakšne kratke zgodbice ali pa kompilacije, ne vem, skratka, imam že kar velik kup zapiskov, zabeležk, vtisov, tudi takih, jaz imam ustvarjalne trenutke, običajno zjutraj ob 4, ko tako se prebujam še iz kakih sanj in če se to tako malo stopi, pa če se pol hitro zapiše, da ne pobegne, so kar dobri teksti, pol pridejo iz tega. Ja. Pričakujemo zanimivo delo. Vsekakor nam lahko iz vaše zadnjega romana preberete stavek ali dva. En kratek odlomček iz romana Mesto na vodi. Mesto na vodi je po spletu okoliščin na koncu ponton na jezeru. Ponton se bo potopil. Se je že? Ti si nor. Tako tudi pravijo, ja. Si rekel, da si sam izrezal čip? No, ne čisto sam. Kolega mi ga je izrezal. Potem se je pa ustrašil, ko je videl vso tisto mojo kri. Potem mi sam na kratko zaupa svoje prigode, kako je z nekom pobegnil s pontona na kapno, kjer naj bi si oba izrezala čipe in izginila. A njegov tovariš se je ustrašil, ko je videl kri, zato si ni upal izrezati čipa. Dosegel je stari signal, a so ga najbrž ujeli z njegovim čipom v malhi in brezkončne modre. Kdo ve, kaj je z njim? Tu ga ni srečal nikoli, tja se ne vrača. Govori vse počasneje, dolgi premori med stavki izdajajo, da pomalem drema, oba utihneva, a njegov hrbet čez nekaj časa še enkrat zavibrira in v polsnu zaslišim, ampak kako je tvoja mama vedela, kaj se bo zgodilo, da se bo potopil? To je pa res neverjetno. Malo dramskega teksta zraven, no, tako dvogovori. Lepo. Peter Rezman, hvala za prebrani odlomek in hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Želim vam še obilo ustvarjalnega nemira, saj vsi vemo, da brez tega ni dobrih knjig. Hvala tudi vam za tole vabilo in za prijetno bivanje tukaj med vami. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno!